Kako poteka letošnja slikarska kolonija iz Laka iz Zagorja? Ste zadovoljni z udeleženci in z delom na koloniji? Ja, res je, da se že bližamo proti koncu letošnje kolonije, tako da že lahko majčkeno strnemo prve vtise. No, zdaj lahko bi rekli na splošno, da pravzaprav nismo niti dvomili, da ne bi zadeva stekla, ne. Smo reči, da smo veseli, da smo v bistvu letošnje leto zopet podaljšali kolonijo nazaj na 10 dni, ne, ker smo pač dejansko ugotovili, da kvalitetno in pa kontinuirano delo pravzaprav manj kot 10 dni pravzaprav sploh ni mogoče, ne. Druga stvar, ki je zelo dobro tudi, je lansko leto je bilo tudi umetnikov malo manj, to pa ne po naši krivdi, ampak pač neki vzroki so bili, da jih pač ni bilo. Lani jih je bilo 9, letos jih je 12, ne. In ravno prav 6 tujine, 6 iz Slovenije in kot rečeno, že proti koncu so prav laufana ekipa, vsak dela svoje področje, veseli so, da so v bistvu osvobojeni pravzaprav vseh pritiskov, mi pravzaprav damo popolnoma svobodo in glede materialov in glede tematike, tako da dejansko jaz mislim, da uživajo. Kakšna je skupina, heterogena ali so našli kakšne stične točke? Stične točke se pravzaprav najdejo po 2 dneh skupnega bivanja, ne. Mi namenoma naredimo, moram reči, da smo do zdaj imeli kar srečo, ne, da nekako naredimo čim bolj pestro, čim bolj mešano strukturo, tako po spolni strani, če tako rečem, se pravi imamo female in male, to se pravi moške in ženske, približno pol isto je tudi nam uspelo, ne. Potem mlajše in starejše, to se pravi imamo tukaj absolvente magistrskega študija iz Likovne akademije v Ljubljani, ne, in pa seveda že uveljavljene slikarje, profesorice recimo iz Beograda, iz Zrenjanina, tako da je nekako potem predvsem pa seveda potem tuja kvota in pa domača kvota, ne, in potem je to zelo tako aktivno iskrenje tokom teh 10 dni, izmenjava izkušenj. Letos recimo smo veseli pravzaprav, da smo dobili umetnico iz Maroka, prvič smo dobili predstavnico afriške celine in dejansko tudi ona je zelo vesela, da je videla Slovenijo in da sama je rekla, da nikoli ni mislila, da bo kdaj v Sloveniji in pravzaprav je frapirana. In to gre za ne samo mešanje generacijskih tokov, ampak tudi internacionalnih ali pa celo medcelinskih pravzaprav. Se pravi, letošnja kolonija je uspela? Še uspeva, ampak sem prepričan, da bo uspela, seveda in mogoče lahko že zdaj povabim, 3. decembra letošnje leto bomo ta material zbrali oziroma pripravili v taki obliki, da ga bodo lahko tudi širše okolje našega Zasavja videlo v galeriji Medija na razstavi.